V Sloveniji je več 100 ustvarjalcev na OnlyFans v zadnjih nekaj letih skupno zaslužilo dobrih 10 milijonov evrov. Zato ne preseneča, da mladi to vrstno delo vidijo kot možnost enostavnega in hitrega zaslužka. Pogosto pa se ne zavedajo nevarnosti in pa pasti, ki takšno delo spremljajo. Njega sem vzgojila gor z flaško. Moja mama umrla, so mi ga propalali, ki je bil 3 dni star. Lara Goršek-Kos je začela vsebine na OnlyFans objavljati pred 5 leti, zato ker ni imela dovolj denarja za oskrbo konja. In ker nisem hotela, da konj trpi, nisem hotela, da ga prodam, pa nisem ga hotela dati v salame, smajka nič bom probala. Kljub temu, da je le nekaj tednov pred tem zagotavljala, da tega ne bi nikoli počela. Sem se z enim kolegom norca delala, da kako folk nima spoštovanja do sebe, da kako se lahko tako prodajo na internetu in bla bla bla. In pa sem jaz dobila račune in sem pojedla ta zaračen kruh. V povprečju ljudje na OnlyFans zaslužijo le okoli 150 evrov na mesec. Veliko jih ne zasluži nič. So pa posamezniki oziroma praviloma posameznice, ki lahko od tega živijo. Meni so OnlyFans plačajo zato, ker mi ni treba hoditi na šiht. To meni omogoča to, da se ne zgaram do smrti ali pa da se ne zapufam do konca življenja, zato da bi lahko nekaj naredila iz te kmetije. Ustvarjalke in ustvarjalci na platformi odprejo svoj profil, nastavijo ceno naročnine in objavljajo fotografije in videoposnetke, ki jih vidijo vsi njihovi sledilci. Za dodatno plačilo se uporabniku bolj osebno posvetijo. Zelo veliko uporabnikom pomeni ta oseben stik, pa ta direktna vsebina. Tako, kot se mi zdaj pogovarjava, ne vem, ti bi meni povedala svoje želje, jaz bi pa naredila video po teh željah in to bi kupili. Larin opis na OnlyFans pravi, da ponuja vsakodnevne erotične, provokativne in seksi objave, v zasebnih sporočilih pa tudi vroče videoposnetke in da ne nudi srečanj v živo ali povsem golih posnetkov. Sem jim tudi povedala, da ne bom šla čisto do konca, da to bo moj limit. Zdaj ne bom rekla, da bo to za zig pa za skozi limit, ker enkrat sem ta zaračen kruh že pojedla. S svojimi sledilci razpravljajo o intimnih zadevah, v njihovih fantazijah. In to je pa ta težji del, da ti moraš znati prodati vsakmu svojo fantazijo, ker enemu pašejo nogice, enemu paše sam ritke, ene joškice, eni sanjajo o čist XY stvareh in ti moraš znati to prodati, pa se z njimi o tem pogovarjati. Kar tretjina slovenskih študentk in študentov se je že spogledovala z idejo, da bi opravljali seksualno delo. V svoji raziskavi ugotavlja antropologinja Živa Gornik. Platformo OnlyFans vidijo kot zlato rezervo. Pomembneje jim je, da si ustvarijo boljše življenje, kot pa kaj bo za njimi ostalo na internetu ali kaj si bo v njih mislila okolica. Oni ne razmišljajo toliko o posledicah iz vidika fizičnega ali pa nekega družbenega odtujevanja ali pa tega, da se v družbi ne bojo več dobro počutili, pa jih bo družba zasmehovala, ampak iz vidika tega, ki bojo lahko živeli. Torej, kaj bo njihovo življenje, kaj to pomeni, da bojo oni imeli lahko neko varnost. In ljudje v Sloveniji se sicer za spolno delo na prvem mestu odločajo zaradi denarja, kaže raziskava Mirovnega inštituta, pa tudi zaradi radovednosti in ker jim je všeč erotika, pojasnjuje raziskovalka Lea Markel. Pri študentih je radovednost celo na prvem mestu in pri mladih nasplošno zelo pomembno vlogo igra kultura družbenih omrežij. Tako imenovani Insta lifestyle ustvarja zelo močno iluzijo o nekem hitrem in enostavnem zaslužku, o tem, da imamo lahko življenje tudi brez neke klasične službe, ne? Čeprav naša raziskava zelo jasno kaže, da so te bajni zaslužki preko OnlyFansa zgolj mit. Največji zaslužkarji lahko na dan zaslužijo tudi po več 100 000 evrov ali celo več milijonov, vendar pa jih velika večina zasluži zelo malo. Globalno povprečje je približno 150 evrov na mesec. Kako daleč lahko gre vse skupaj, kažejo primeri iz tujine. Biggest regrets in 2025. First,
not dropping that link earlier. Piper Rockell naj bi pred slabim mesecem, takoj ko je dopolnila 18 let, že prvi dan na OnlyFans zaslužila več milijonov dolarjev. Prvi milijon v prvi uri. I paid off my grandparents' house, which was super amazing. What are we doing today? Going to get a car with my granddaughter's butt money. Komaj 20-letna Sophie Rain zase trdi, da je globoko verna kristjanka in še vedno devica. Na OnlyFans pa naj bi v le 2 letih zaslužila na desetine milijonov evrov. He makes $35 million. Anthony Edwards makes just less than Mrs. Rain. Oh, I gave away a little hint. $42 million. Okay. I would assume he has got to make more. Not quite, Brian. He makes $43 million. Tovrstne vplivnice so med mladimi izjemno priljubljene po vsem svetu, zato ne preseneča, da se tudi pri nas mnoge zgledujejo po njih in javno govorijo o tem, kaj vse počno in da s tem veliko zaslužijo. Če pogledamo na Instagramu za marsikero punco, ki se hvali, kako zapravlja denar in kako, ne vem, ima nove avte, nove stanovanja, zdaj že vemo, da v bistvu jih nimajo, pa da je to samo od njihovih staršev ali pa od prijateljev. Tako da lahko ti nekaj rečeš, ampak ni pa nujno, da je to resnica. Finančna uprava nadzira dohodke preko te platforme. Izkazalo se je, da je več 100 Slovenk in Slovencev na OnlyFans ustvarilo več kot 10 milijonov evrov prihodkov. V zadnjih nekaj letih, niti ne v enem letu, žal pa statističnega podatka na posameznega zavezanca nimam. Tudi pri nas velja, da ne zaslužijo vsi veliko, posamezniki pa lahko s tem tudi obogatijo. In rekorder v višini v zadnjih nekaj letih v višini več kot $1 milijon. Če želiš res zaslužiti veliko, se moraš praviloma tudi javno razkriti. Recimo, ful značilno, da greš na nek resničnostni šov, kjer dobiš prvo popularnost in potem začneš s tovrstnimi vsebinami. Nihče ne prizna rad, da za tovrstne vsebine plačuje. Zdi se, da se lažje izpostavijo ustvarjalci kot sledilci. In v bistvu neko tak paradoks se dogaja, da mislimo, da v bistvu teh sledilcev ni, ampak številke itak kažejo, da so. Mnogi se sprašujejo, zakaj bi o poplavi brezplačne pornografije na spletu sploh plačevali za OnlyFans. To jim daje možnost, da na nek način uresničijo tiste fantazije, ki jih mogoče s partnerkam ne morajo. Sledilci so predlani na OnlyFans pustili že več kot 6 milijard evrov. Skupno je po celem svetu teh naročnikov približno 370 milijonov. Slabih 5 milijonov ljudi pa po celem svetu objavlja tovrstne vsebine na OnlyFans in sicer večinoma seksualne. Med sledilci je veliko mladih in to vpliva tudi na njihov odnos do spolnosti, pravi ginekolog in seksolog dr. Mišo Rajič. Največji problem je, da ni raziskovanja, da ni učenja na svojih napakah, na svojih izkušnjah. Ko poznam svoje otroke, že v osnovni šoli izpostavljeni pornografiji, da že v osnovni šoli sošolci vejo oziroma uporabljajo Pornhub. Zato se je potrebno z otroki, mladimi, tudi glede spolnosti več pogovarjati, več ukvarjati. Na spletu se jim namreč dejansko aktivno ponuja možnost seksualnega dela. Torej, v OnlyFansu je pa predvsem uporabniki na spletu, torej recimo na Instagramu, nekdo ti pošle sporočilo in te tam vpraša, če bi bil pripravljen ali pa pripravljeno narediti X za X vsoto denarja. V Veliki Britaniji so lani uvedli nov protokol za dokazovanje polnoletnosti obiskovalcev strani z vsebinami za odrasle. In prav Pornhub je zaradi tega zabeležil 50% upad obiska. Na OnlyFans je bil ta upad 10%. Vse pogosteje so družine sestavljene iz vedno bolj izoliranih posameznikov. Značilna so bolj fleksibilna intimna razmerja, v porastu je samskost. Ljudje pa potrebo po bližini zapolnjujejo drugje, tudi na OnlyFans. Naprimer, išče se amaterske vsebine, naprimer fotografije in videe ustvarjalk med vsakdanjimi opravili, ne vem, ko kuhajo, pa na drugi strani tudi storitve, ki dajejo občutek ekskluzivnosti. Pretirano predajanje spolnim fantazijam na spletu slabša odnose v resničnem življenju. Virtualno, da tle ni zdravega odnosa, da ni komunikacije, ampak samo neka virtualna pričakovanja, kaj ti osebno misliš, ne pa kaj pričakuješ z druge strani. Ker tudi spolnost je prilagajanje en drugemu. Kako mora biti partnerski odnos prilagajanje en drugemu. In kljub temu, da je to vrstnih vsebin vse več, da se zdi, da je spolnost bolj normalizirana, pa se v resničnem življenju o tem ne znamo pogovarjati. In zato ima vse več ljudi v resničnem življenju težave v spolnosti.
Od tega, da nimajo libida, da spolna želja je zelo slaba, do teh pričakovanj, a je orgazem vsakič nujna stvar pri spolnosti. Kaj je sploh cilj zdrave spolnosti? Za zdravo spolnost je najbolj pomembno, da so udeleženci zadovoljni. Lara pravi, da so njena mama, babica in najboljša prijateljica njeno delo dobro sprejele in tudi njen partner to sprejema. Kako se on s tem zares strinja ali ne, mi ni nikoli zares povedal, ampak glede na to, da sva še vedno skupaj, da skupaj tudi živa, ni glih, da me v ful proti. Sej stric pa oči nista tako dobro reagirala, ne? Tako da niso bili vsi toliko navdušeni. In prav to je ena od temnih plati tovrstnega dela – soočanje z očitki. Tudi če ti ljudje nič ne rečejo, vidiš njihove poglede. In pol prebereš tudi komentarje na internetu. Tudi, ko folk pravi, da jih to res nič ne gane, mene vsaj gane. Trditve ustvarjalk, kako jih bližnji brezpogojno podpirajo, niso vedno reprezentativne. Večina jih to še vedno skriva pred družino. In tudi družine velikih zaslužkarjev niso imune na posledice. She has no clients because of the job that I'm doing. Like, I've been like so devoted to all these people and now they're just doing this because of Piper, like. So osebe, ki definitivno gredo iz tovrstnih vsebin v neko klasično fizično prostitucijo ali kjerkoli druge oblike seksualnega dela. Lara meni, da se veliko ustvarjalk spusti tudi v fizična srečanja. Jaz tega ne bi naredila, tudi če bi bila sama, ker je to neka moja. Zame je seks pač s tisto osebo, ki ga imam rada, imam ga tamle in ni mi, da bi menjala. Podatkov o tem, koliko jih preide v fizično prostitucijo, ni. In tudi enoznačnega odgovora, ali to je spolno delo, ni. Vse je odvisno od definicije. To smo zelo izrazito recimo opazili pri ustvarjalkah OnlyFans, da se ne opredeljujejo kot seksualne delavke in da se nočejo identificirati s tem pojmom. Kar izhaja iz stigmatizacije tega dela, ne pa toliko iz analize kriterijev dela ali delovnih pogojev. Raziskave kažejo, da v Sloveniji večina spolnih delavk, tudi tistih na OnlyFans, deluje samostojno, a kljub temu se tudi tukaj pojavlja vedno več tako imenovanih menedžerjev. Smo zasledili to, da sodelujejo v različnih fazah ali pa v različnih vidikih dela, torej od tega, da nudijo pomoč pri nekih tehničnih nalogah, do tega, da prevzemajo promocijo in upravljanje s profili. V primerjavi s klasičnim zvodništvom je v tem primeru vseeno več varnosti in avtonomije, kar pa ne pomeni, da ne prihaja do zlorab. Na to opozarja tudi Lara Goršek-Kos. Če greš v to, pojd sama. Malo naštudiraj algoritme, malo naštudiraj, kako se boš promovirala. Saj ja, na kratek rok bo višji zaslužek, ampak na dolgi rok boš pa ti nekomu sužen, ki bo sam hotel čezdalje več od tebe. Nujno je registrirati dejavnost, bodisi SP ali DOO. Gre namreč za posel, služenje denarja prek spletnih platform in FURS takšne zavezance obravnava podobno kot na primer Airbnb. Kazni pa so visoke. Zagrožena globa za to vrstne kršitve znaša od 1000 do 26.000 evrov. In odvzem protipravne premoženjske koristi. Lani je FURS slovenskim ustvarjalcem na OnlyFans naložil za 225.000 evrov dodatnega davka. Glob smo naložili za 114.000 evrov in pa skoraj za 1 milijon evrov skupno ukrepov odvzema protipravne premoženjske koristi. In to bodo počeli tudi v bodoče. Zelo težko bodo zavezanci, ki ustvarjajo to vrstne dohodke, ostali anonimni. Platforma OnlyFans ustvarjalcem vzame 20% dobička. Vse transakcije potekajo preko njih, prepoveduje delovanje mlajšim od 18 let, prepovedano je nasilje in druge nezakonite dejavnosti. Teoretično je lahko tam vsakdo anonimno, vendar je to pogosto le navidezno. OnlyFans ni tako simpel, kot se sliši, ne? Mislim, je simpel, kar se tiče fizičnega dela, ampak mogoče bi mogli se ljudje zavedati, da bo to skozi na internetu. Vsekakor je bolj varno kot srečanja v živo, vendar ustvarjalke poročajo tudi o zalezovanjih, zasledovanjih, nadlegovanjih, tako na spletu kot v živo. Nevarnost je tudi, da se po koncu kariere težko znajdejo v resničnem življenju. Fajn je pa, če imaš toliko delovnih navad, da znaš zjutraj vstati pa in se odpeljati na šiht. Pa oddelati svoje tako korektno, da te ne bojo po 3 mesečju odpustili.
Ko govorimo o rasti platform, kot je OnlyFans, ne gre za moraliziranje glede spolnih vsebin. Te so vedno bile in vedno bodo. Moramo pa se zavedati nevarnosti in pasti ter lažnih obljub, ki jih to vrstno delo prinaša s seboj. Pa tudi, da se trudimo v času vse večje digitalizacije naše intime razvijati kakovostne medosebne odnose tudi v resničnem življenju.